21.7.8, tož direkt, današnja tema oksidacija in iz tega izhajajoče in na tem nastajajoče bolezni. Oksidacija je proces, v katerem lahko najdemo poglavitni vzrok za večino danes znanih in perečih bolezni. Gre za problem današnjega časa, s katerim se človeštvo mora konstruktivno soočiti. Velika večina oksidacijo pozna po fenomenu rje. Rja je tista rjava stvar, ki nastane, ko železo dobesedno propade, se dematerializira v prah. Tukaj vidimo primer. Sicer so pa to kemični procesi, oksidiranje raznih snovi in se ne nanašajo le na železo, temveč tudi na človeško telo. Podobno kot pri železu, oksidacija lahko nastopi v organizmu in podobno kot rja deluje na kovino, v tem primeru železo, lahko pretirana destruktivna oksidacija deluje na celice in le te dobesedno propadejo. Zaradi tega fenomena se tako pogosto govori, da je zdrava prehrana zoper raka tista, katera vsebuje mnogo antioksidantov, torej substanc, ki preprečujejo pretirano destruktivno oksidiranje ter oksidacijo. Ob vsem tehnološkem napredku še zmeraj velja mens sana in corpore sano, torej zdrav duh v zdravem telesu. Pretirana oksidacija telesa se prepreči z zadostno količino gibanja in potrošnjo kisika, ki se v telesu nakopiči. Učinkovito sredstvo zoper pretirano oksidacijo organizma je zadostna količina gibanja, bivanje v naravi in bivanje na sončni svetlobi, seveda do ustrezne količine. Znan je pa tudi tako imenovani Coca-Cola efekt, saj Coca-Cola ob vseh značilnostih, ki jih ima, raztaplja tudi rjo na kovinah. To tudi sam preizkušam in dejansko deluje. Coca-Cola ob ustrezni uporabi sproža antioksidacijo telesa in organizem čisti tako imenovanih predrakavih celic. Tako da Coca-Cola efekt se zasliši in čuti in dejansko tudi pojasnjuje dejstvo, da je ta pijača na začetku bila zasnovana kot univerzalni sirup po formuli one cure fits all, torej eno zdravilo leči vse. 21.7.8, tož direkt, per arce domega, zdrav duh v zdravih telesih.